vsem skupaj na današnji novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, na kateri bomo predstavili vsebinski koncept Muzeja slovenske osamosvojitve in pa strokovne ugovore ob sklepu Vlade Republike Slovenije za združitev muzeja z Muzejem novejše zgodovine. Današnji sogovorniki so arheologinja in muzeologinja vojna doktorica Verena Vidrih-Perko, umetnostna zgodovinarka in konzervatorka doktorica Jelka Pirkovič ter zgodovinar, kustos in muzejski svetnik dr. Marko Štipec. Predno pa damo besedo našim sogovornikom, pa si oglejmo pozdravni nagovor našega predsednika Združenja VSO, Alojza Peterleta, ki je ta hip nadezal na obisku v Helsinkih. Spoštovani novinarke in novinarji, pozdravljeni na naši prvi tiskovni konferenci, potem ko vlada do 10. februarja ni premislila na novo svoje odločitve, nas ni povabila na pogovor in ni spremenila prvotne odločitve o ukinitvi dveh samostojnih muzejskih ustanov. V tem času smo še naprej poslušali razlage, da gre za stroko, da gre malce tudi za finančno vprašanje, kar je vse skupaj iz trte izvito. Nikjer na tem svetu muzejev nacionalnega pomena ne postavljajo društva državljanov, čeprav so znani tudi zasebni muzeji, ampak ko gre za tak interes, zadevo opravi oziroma muzej ustanovi vlada. Tako je bilo tudi v slovenskem primeru. Rad bi poudaril, da ni res, da je šlo pri Muzeju slovenske osamosvojitve za vprašanje stroke, oziroma da ta ni bila prisotna, da ni bilo strokovnih izhodišč. Rad bi poudaril tudi to, da nikakor ne bo veljalo in ne more biti res, da se stroka drži lahko samo območja neke politične opcije, neke ideologije ali celo neke interpretacije. Zato sem posebej vesel, da bomo danes na tej konferenci slišali predstavnike tiste stroke, ki se najbolj razume na odnos do dediščine. Tudi stroke, ki je pri koncipiranju muzeja osamosvojitve sodelovala. Hvaležen sem muzealcem, da so se s posebnim pismom že obrnili na slovensko javnost in zelo jasno predstavili svoje poglede. Seveda se strinjam z njimi, da je slovenska osamosvojitev dejstvo brez primere in taka dejstva zaslužijo tudi samostojno oziroma pozorno obravnavo, zlasti, ker se skozi to izraža naš odnos do temeljnega političnega dejstva oziroma do najvišjega političnega dosežka našega naroda, ki si je dolgo želel samostojne in demokratične države. Torej, muzej bi bil oziroma bi moral biti ena od temeljnih točk krepitve naše državljanske, demokratične in domovinske zavesti. Tak je bil namen pri njegovi ustanovitvi. Rad bi vam povedal tudi, da bomo v ponedeljek na seji predsedstva našega združenja sprejeli akcijski načrt v bran samostojnemu muzeju slovenske osamosvojitve in osamosvojitvi same, ker vidimo dejstva, vidimo proces, ki osamosvojitev omejuje kot vrednoto, proces, ki ga ne vidimo na strani državotvornosti, ampak nove interpretacije osamosvojitvenega procesa, ki lahko vnašajo samo dodatne delitve v že tako polarizirano Slovenijo. Mislim, da to ne bo zadnja tiskovna konferenca na to temo. Vesel sem, da se je javnost začela oglašati in več tisoč članov našega združenja
med njimi številni veterani vojne za Slovenijo, so gotovo močan, vendar ne edini argument za to, da se bomo kot združenje borili za vrednoto, za katero so padla tudi življenja in ki je ne moremo kot nacija obravnavati enkrat tako, enkrat drugače. Ne moremo pod eno vlado imeti muzeja, pod drugo pa ne, ali pa dveh povsem različnih razstav v času dveh različnih vlad. Mi si želimo, da bi bil muzej, tako kot je bila osamosvojitev, tista točka, ki povezuje, ki krepi, ki pozna tudi enotnost, kot smo jo poznali v času osamosvajanja. Hvala za vašo pozornost. En lep pozdrav vsem. Hvala za povabilo, hvala, da ste se udeležili tega srečanja. Radi bi tukaj prisotni, se tudi zelo zahvaljujem dr. Jelki Pirkovič, da se nam je pridružila, dr. Marku Štepcu iz Muzeja novejše zgodovine in pa jaz najbrž veste, sem pa tudi muzealka, Verena Perko. Namreč, zakaj sem bila naprošena za današnjo predstavitev, ker so me prav tako kot danes pred 2 letoma prosili, če bi lahko naredila koncept za en takšen novi muzej. Izhajala sem, no zakaj so se obrnili, pravzaprav preprosto zato, ker zdaj pa moram pač to povedati, ker sem to tudi posebej specializirala in študirala, namreč o muzejih, muzeologiji in pa seveda, čemu naj muzeji služijo. Tako da sem takoj, ko sem pomislila na to, kakšen muzej rabimo, je bil tisto vprašanje, čemu ga rabimo in za koga ga rabimo. Za muzealce, namreč to je tisto, kar muzejska stroka posebej poudarja, je posebej pomembno, da se vprašajo, katera je naša javnost. Muzeji morajo odgovarjati na potrebe sodobne družbe in seveda na pričakovanja javnosti. Katera je ta javnost, ki si muzej želi? Ali jo je sploh kdo raziskal? Koliko je teh ljudi, ki bi radi prišli v muzej, ki bi jim muzej služil, kjer bi pustili recimo svoje predmete, svoje spomine in tako dalje. Ne? No, to je bila prvo vprašanje, namreč ob tem, ko slišimo, da ni nobene potrebe, potem bi šlo seveda za zelo hudo profesionalno napako, kajti sodobni muzeji, kot že rečeno, so dolžni se odzivati. Če je javnost, ki to potrebuje, velika, toliko bolj. Toliko bolj pa tudi, če ima javnost majhna, kajti sodobni muzeji morajo družbo povezovati. Za svojim delovanjem jo odpirati dialog, odpirati izmenjavo različnih mnenj in voditi k neki skupnemu cilju. Torej, to me je vodilo pri konceptu in sam muzej, bom kratka, je bil zasnovan pravzaprav tako, da če so ostali muzeji, ki že obstajajo, recimo Narodni muzej 200 let, ostali veliko slovenskih muzejev praznuje te dni 70 in 60 let, ki jih je bilo cela vrsta po drugi svetovni vojni odprtih in seveda ti imajo že svoj utečen način delovanja. Se pravi, muzej, ta, ki bi ga ustanovili in ki je bil ustanovljen, naj bi deloval drugače. Deloval naj bi kot kakšno središče, kjer bi se ljudje zbirali z različnimi potrebami ob vrednotah, ki jih vidimo v osamosvojitvi. Kako naj bi to izgledalo? Recimo prvič, da bi se zbiralo predmete, ki jih imajo ljudje še doma, ker jih je veliko. Drugič, da bi se zbiralo različno gradivo, da bi omogočali, ne da bi zdaj kar pobrali iz privatnih zbirk, ker vem, da imajo različni ljudje veliko stvari, ampak da bi omogočalo predstaviti te zbirke in tudi jih vzdrževati, ter da bi jih raziskovali in seveda ob vsem tem se združevali, povezevali in komunicirali, kot rečemo. Skratka, da bi predstavljali te stvari, ki jih imamo, s ciljem,
točno, kar smo rekli, da se utrdi identiteta slovenska, da se utrdi pravzaprav ta zavest in seveda vrednote, ki jih je osamosvojitev prinesla Slovencem. No, kaj je bil namen pravzaprav tega muzeja? Da bi združevali različne poglede na osamosvojitveni proces. To je tisto, kar danes muzeji počnejo v svetu, kar je njihova družbena naloga. Ne, da razkrajajo, temveč da povezujejo. In ta muzej je bil točno tako tudi zasnovan. Se pravi, očitek, da je političen, je neutemeljen, kajti vse dediščine so politične, vsi muzeji so politični, ker politična telesa odločajo o njih. O tem smo veliko govorili in hvala Bogu, saj to je slovenska javnost nekako sprejela. Ampak, da gremo naprej, rekla, da kaj bi bili tisti cilji? Preprečiti izginjanje snovne in nesnovne dediščine povezane z nastankom države. To pomeni tudi spomine ljudi, ki so to preživeli, ki bi prihajali, ki bi se beležilo, ki bi se pravzaprav lahko to posnelo in tako dalje, ob tem diskutirali. Raziskovali, interpretirali in komunicirali so dediščina, ki je s tem povezana, tudi prostore spomina, kjer se je nekaj dogajalo, skrbeti in ustvarjati in ohranjati kolektivni spomin. Ko nam očitajo, da želimo samo osamosvojitev osvetliti, ni res, ne? Ta muzej je imel koncept pravzaprav kolektivni spomin. Kolektivni spomin je tisto, kar se v nekem prostoru, v nekem kraju, v neki skupnosti dogaja in nalaga z različnih vidikov in kar omogoča resnično bolj demokratični pogled. Potem seveda ohranjati skrb za te prostore spomina. Tega ne morejo državne ustanove, ampak to pravzaprav ljudje sami, ki se zavedo, kaj pomeni to za ohranjanje naroda kot takega, njegove identitete, neke skupnosti, nekega lokalnega prostora. Potem seveda pripomoč k demokratizaciji slovenske družbe. Mislim, da je to velika stvar, kajti odpiramo različne poglede, različne plasti na preteklost, promovirati mir in evropskost, dvigniti ugled države Slovenije v svetu, da se ne bi dogajali, da bi brez zastave jo predstavljali, ali pa rekla, po nepotrebnem opuščali slovenski jezik, promovirati mir in evropsko identiteto. Se pravi, danes je predvsem popularen internacionalizem, kar je v redu, ampak mi moramo seveda izhajati iz svoje lastne narodne identitete, povezovati se s podobnimi muzeji v svetu, ki jih ni malo, in organizirati konference na temo narodne identitete. To je skoraj nekako iz naše stroke izginilo. No, koncept sam, da pa da res ne bi bila predolga, čeprav sem vedno, je zasnovan bil muzej kot sodobno komunikacijsko središče s prostori za depoje, to je bilo vse lepo dogovorjeno, za digitalne zapise, beleženje, dokumentiranje, laboratorije in tako naprej, komunikacijsko središče, razstave, predavanja, pričevanja, zborevanja, delavnice, knjižnica za knjižnim, arhivskim, papirnim, filmskim in drugim gradivom, ki se ga lahko sposodiš, ki se lahko ogledaš, ga lahko narediš kopijo, ki ti pravzaprav strokovnjaki svetujejo, študijski prostori, kavarnico za srečevanje in tako naprej. Vsebinska muzeološka zasnova je bila pravzaprav tudi tako komunikacijski prostor, rekla, ki naj bi, to je bil zelo zanimivo, razstava Sava, ki bi jo postavili, tista osrednja, stalna, pravzaprav bi bila zasnovana tako, da slišiš z različnih strani tistih, ki so bili za osamosvojitev, med osamosvojitelji in pridite, povejte tudi tisti, ki ste bili proti. In si ogledamo recimo posnetke, ki so jih takrat, smo jih gledali na televiziji, recimo iz Beograda, iz Zagreba, iz morda še kje, tako da se človek pravzaprav, da se to dokumentira in na koncu, ko si ogleda dokumentacijo, lahko brska, lahko zelo sodobno naj bi bilo predstavljeno, ko lahko pritisneš na gumb in slišiš neka pričevanja, taka ali drugačna, in da skrajšam, na koncu se ponudita dva izhoda. Tisti, ki želijo iti v Jugoslavijo, nazaj, to je en izhod. In drugi, gremo naprej, gremo v Slovenijo in gremo v Evropo.
Malce šokantno, ne? Ampak točno to muzeji počnemo. Šokiramo, razprostrimo, odpiramo, razpiramo kritični pogled in pravzaprav spodbudimo k temu, da se človek konstruira svojo lastno interpretacijo in odide, ne, in se v nekem trenutku odloči. In to vpliva seveda tudi na njegov kasnejši pogled, njegovo kasnejše razumevanje. Kako pomembno je, tudi to je imel muzej v nalogah, da se stvari nekakšno dialog, da se pogovarjamo o stvareh, da to postane del našega trdnega znanja, ki je vse povsod prisotno. Ne, da je nekaj, kar ni omenjeno, niti v imenu, niti slučajno v zbirki, kjer je vzpostavljeno na enak način, kot vsi, pa ne zanikam, jaz sem tudi arheologinja in tudi delam z istimi stvarmi na vse zadnje, ne, rekla, z zgodovino in s preteklostjo in vsa, gotovo pomembna, vendar ne vsa enako za slovenski narod. To hočemo poudariti, da je tukaj nek dogodek, ki je izoblikoval, ki je dal državo, ki je, to bo verjetno kolega več povedal, ampak muzejska zbirka naj to tudi osvetli. Naj se začuti, ko stopiš noter, da si ponosen in če nisi, pravzaprav te opozori, da je stvar vsakega človeka, da ima domovino in da je na njo ponosen in da ima svoj jezik in da je za to treba skrbeti. Pravzaprav tega je tudi v naših šolah in ostalih muzejih najbrž veliko premalo. Ne bomo govorili o muzeoloških sredstvah, ampak bom rekla, da so bile to ta izhodišča, kajti izhajali smo tudi iz enega takega spoznanja, da država Slovenija ni poskrbela za enotno pravzaprav predstavitev, ali pa smo rekli za neko skupno predstavitev tega izjemno pomembnega dogodka prav v okviru muzejev, čeprav imamo seveda veliko narodnih muzejev, ampak če greste, tudi to vas moram pozoriti. Pravzaprav ne boste dopomnili, kolega, mogoče, ampak imamo v kakšnem slovenskem muzeju pregled slovenske zgodovine? A ni čudno? 30 let imamo svojo državo. To je porazna ugotovitev. Pa z vsem spoštovanjem pravzaprav. Tako da ta koncept je seveda tudi na razpolago, vam ga lahko pošljemo po mailu ali če želite, a ne, sem tlele samo eno odtis. Bil je potem posredovan skupino arhitektov, smo se dobili smo se z kolegi, ki so potem naprej razvijali, tako da jaz tudi nisem želela, da me posebej omenjajo, ampak zagotovo se mu ne more nikakor ne oporekati, da je bil nestrokoven, izhajal je iz sodobnih muzeoloških spoznanj, primerljiv je z koncepti, ki jih imajo veliki muzeji v tujini, ki ravno tako obravnavajo nedavne ali pa polpretekle dogodke, ki razdvajajo prav gotovo ne samo Slovenijo, razdvajajo tudi druge družbe in kjer muzeji morajo odigrati svojo pomembno nalogo, se pravi odpirati dialog, odpirati kritični pogled in javno govoriti o tem, ter seveda enotno voditi k združevanju, k zavedanju identitete in tudi občutka pripadnosti, da sem s ponosom Slovenec. Vprašajte mlade, kako se počutijo, pravzaprav vam bojo rekli, kako že nam rečejo študentje, jaz se počutim kot Primorc. Je v redu, kaj pa Slovenc? Da nam samo Primorcev kritizira. Ta zavest je pri nas tako majhna in to se pravzaprav tudi vidi. Tako, bom še kaj dala, upam, da je bilo to. Bi prosila dr. Jelko Pirkovič, če bi nam predstavi. Ja, bom izklopila. Se slišimo? Dobro. Jelka Pirkovič, jaz sem bila v času ustanovitve muzeja v.d. direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo in moja naloga je bila neposredno, da bdim tudi nad muzejskim delom,
ker direktorat pokriva muzeje, arhive in zavode z področja nepremične kulturne dediščine. Zdaj, moram pa reči tudi to, recimo v članku v Delu, v sobotni prilogi sem zaznala, da sem jaz političarka. Jaz nikoli se nisem čutila kot političarko. Res, da sem bila v obdobju 2004-2008 državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, ampak kot nestrankarska, kot strokovnjakinja, če lahko rečem, čeprav je šlo za imenovanje. Tako da prosim, da mojega imena ne povezujete s tem, da sem kakorkoli političarka, ampak sem predvsem strokovnjakinja z področja varstva kulturne dediščine, s katerim se aktivno ukvarjam od leta 1985 naprej. Marsikdo med vami takrat še niti v osnovno šolo verjetno ni hodil. Skratka, na hitro bi jaz povedala to, kar se mi zdi pri tej zadevi pomembno. Če naredim telegrafsko predstavitev zgodovine ustanavljanja muzejev na splošno, ne samo v Sloveniji, potem lahko tukaj so pomembni 4 elementi. Eden, kdo jih je ustanovil, kako so organizirani, kdo so odločujoči igralci pri tem in pa kakšna je vloga javnosti. Zdaj, lahko vse skupaj postavimo nekako v časovno zaporedje 5 obdobij in bom na hitro šla skozi to. Najprej so muzeje ustanavljali meceni, to je bilo še seveda od renesanse naprej. Potem so bila to korporativna telesa, to se pravi, da je nekako družba prevzela tudi to vlogo ustanavljanja. Na koncu še recimo od poznega oziroma preloma 18. 19. stoletja je to postala država. Na to so bile to lokalne skupnosti, občine predvsem, in na koncu nevladne organizacije. Majčkeno se to v nekaterih primerih meša, ampak nekako tako lahko, če razumemo nevladne organizacije kot neko sodobno obliko organiziranja civilne družbe. Glede organiziranosti so najprej nastale zbirke, predvsem pod okriljem mecenov, potem so bili prvi muzeji v današnjem pomenu predvsem kot ustanove korporativnih teles. Država je ustanavljala nacionalne oziroma državne muzeje, potem občine občinske in na koncu so to muzeji dediščinskih skupnosti, lahko rečemo, ali z drugo besedo ekomuzeji, ker v svetu se je pač ta termin uveljavil. Zdaj, samo na hitro, kako je bilo pri nas recimo Narodni muzej, je bil prej deželni muzej, ki so ga deželni stanovi ustanovili, to se pravi, gre za to drugo stopnjo, še kasneje postal pravzaprav državni muzej. Zbirke, smo včasih imeli bogate zbirke po dvorcih in gradovih in je v času nacionalizacije vse skupaj pravzaprav izginilo v zbirnih fondih, vemo, kaj se potem s tem dogajalo naprej. Kaj je z odločujočimi igralci? Pri mecenih so seveda in potem deloma tudi še naprej imeli odločujočo vlogo poznavalci oziroma zbiralci, ki so postali skozi svoje zbiranje tudi zbiralci oziroma poznavalci. Potem v drugi in tretji fazi so bili to predvsem strokovnjaki, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi in tako naprej. In šele na koncu pravzaprav je postala javnost odločujoč dejavnik tudi pri ustanavljanju in pri delovanju muzejev. In tukaj seveda pridemo na to četrto zadevo. Pri zbirkah, ki so jih ustanavljali meceni, je bila javnost popolnoma izključena. V muzejih, narodnih muzejih in tistih iz 19. stoletja je bila to predvsem neka elitna ustanova, namenjena višjim slojem, izobražencem in tako naprej.
ves ta čas, to pravi tudi v narodnih in občinskih muzejih, so bili obiskovalci samo kot pasivni sprejemniki sporočil, ki jih je stroka oblikovala in predstavljala. Šele v 5. fazi, to se pravi odpiranju muzejev za javnost, pa je odločilna vloga javnosti tudi pri določanju vsebin muzejev in predvsem pri interpretaciji muzejskih zbirk in drugega gradiva. Ne bom šla, pri nas je bila pač taka zgodovina, da so vsi državni muzeji, kot je tudi kolegica povedala, se nekako organizirali iz Narodnega muzeja, ker vemo, da so iz njega nastali še etnografski muzej, prirodoslovni, deloma tudi Narodna galerija in tako naprej, tudi tehniški muzej deloma po vsebini, po zbirkah, nekaj časa bilo to vse vključeno v Narodni muzej. V zadnjih 30 letih, 31 letih je država ustanovila samo 2 muzeja do tega, o tem, o čemer govorimo. In sicer Muzej krščanstva v 2006, mislim, da je bil ustanovljen, in tudi takrat je bila polemika, če se spomnite, pogledate malo po odmevih tistega časa, čas, zakaj država prevzema oziroma ustanavlja muzej, ki bo samo bremenil finance in ne vem kaj še vse, ali pa zakaj sploh krščanstvo, saj krščanstvo je tema, ki imamo v vseh zbirkah. Ja, pa imamo v vseh zbirkah, pa ne vem kaj še vse. Naknadno v času, ne vem točno, kjer leto je to bilo, je Majda Širca, takrat kot ministrica, ustanovila muzej za arhitekturo in oblikovanje. Takrat ni bilo nobenih polemik, ali je to potrebno ali ne, ali imajo že drugi muzeji take zbirke ali ne. Zdaj, ko gre pa za muzej osamosvojitve, seveda je pa nastal ogenj v strehi, češ vse to, kar smo že slišali. Nikoli pa država, niti pri nas, niti kjerkoli drugje, ni ukinjala muzejev. In tukaj je šlo za ukinitev 2 muzejev, ne samo muzeja slovenske osamosvojitve, ampak tudi za muzej novejše zgodovine Slovenije, ker je bil ukinjen, formalno je bil ukinjen, ga ni več. To mislim, da nekako razumem kot politično dejanje. Če je bila ustanovitev enega muzeja, vseh 3 muzejev politično dejanje, vlada ima pristojnost, da ustanavlja muzeje nacionalne. Kaj potem je z ukinitvijo 2 muzejev? A je tukaj zdaj stroka to izvršila to dejanje? Kar zadeva same ustanovitve, takrat moram reči, da leta 2020, ko se je določil program, oziroma smo se usklajevali z muzeji, vse veste, da ministrstvo financira ne samo državne muzeje, ampak tudi tako imenovane pooblaščene muzeje, kjer so ustanovitelji občine večinoma. In ministrstvo vsako leto pozove konec leta, za naslednje leto naj muzeji pripravijo svoje programe v okviru financ in vsega, kar je potrebno za to. In ko smo to naredili, vsako leto se nekako muzejem predlaga tudi, katera naj bi bila neka taka skupna tema muzejskega dela. In takrat smo predlagali, ker se je bližalo leto 2021, da je osrednja tema lahko povezovanja skupnih projektov in tako naprej 30-letnica osamosvojitve. In zdaj, če pogledate na spletni strani Ministrstva za kulturo, imate poročilo o delu nacionalnih in pooblaščenih muzejev za leto 2021 in boste videli, koliko muzejev je dejansko izpeljalo kakšne odmevne in večje projekte z tega področja. Na hitro, če povem, samo Muzej novejše zgodovine, Arhiv Republike Slovenije, ki sploh ni muzej, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, ki ni muzej, in pa muzej oziroma Park vojaške zgodovine v Pivki, ki takrat sploh še ni bil pooblaščen muzej.
Vsi ostali so imeli samo neke manjše projektke, lahko rečem, recimo plakate, pa nekaj tako, mimogrede, ne. Pa še od teh je bilo nekaj takih, da so bili prav provokativni, pa se pustimo to, kaj je bilo pri tem mišljeno, ne. Nekako, saj ni bilo nič pomembnega takrat. In to je bila dejansko en zelo jasen signal, da muzeji, taki kot so pri nas, ne vidijo osamosvojitve kot pomembne teme, s častnimi izjemami seveda, ne. In logično je bilo, da smo potem rekli, dejansko je potreba, da se to na nek način izboljša. In smo si pomagali s komisijo za muzeje in premično dediščino, predsednica je tukaj z nami, ne, in v tej razpravi seveda se je izkristalizirala ta potreba in zamisel, da država ustanovi takšen muzej. In vse je šlo potem po tistih postopkih, ki so predvideni. Nič ni bilo preskočenega, nič ni bilo zamolčanega. Vse reči so bile transparentne in z dobrimi nameni. Res pa je, da muzej v letu 2021, sklep o ustanovitvi je bil marca 2021, do konca leta smo dosegli to, da so bili sprejeti vsi akti, strateški načrt in vse ostalo, kar je bilo, da je seveda bil razpis za direktorja in vse ostalo. Muzej v tem času ni mogel pripraviti kakšne odmevne razstave, ampak to je začel pravzaprav šele z letom 2022. Toliko za enkrat, ne. Ampak zdaj še ena stvar, ki bi jo rada poudarila. Zakaj je pravzaprav neko vsebinsko pomemben cilj, ki smo ga želeli doseči. Poleg tega, da je tema osamosvojitve, mislim, da z družbenega vidika nedvomno pomembna za Slovenijo, ne. Gre tudi za to, ne, da smo ugotovili, da muzeji pravzaprav pri nas, in to velja tako za državne, generalno gledano, kot za pooblaščene, ne, temeljijo predvsem na delu strokovnjakov, ne, različnih matičnih strok, in vsak pravzaprav ta strokovni krog znotraj posameznih muzejev se ukvarja s tistimi temami, ki jih sami izberejo, ne, ki so njim blizu, ne javnosti, ne. In da pravzaprav pri nas tistega, kar so po svetu že nekako začeli udejanjati vsaj od 60-ih, 70-ih let naprej, vodilne države so bile tukaj Norveška, Švedska, Francija, ne, Finska, ko so začeli ta participativni pristop, ne, paradigma, ki temelji na sodelovanju in vključevanju javnosti od začetka naprej. Tam se je te zadeve so se uveljavile, pri nas je to pravzaprav še zmeraj glavna paradigma, avtoritarni pristop, tisti, ki temelji na mi smo strokovnjaki, mi vse vemo, ne. In ustanovitev takega muzeja na novo je priložnost, smo jo videli kot priložnost, da se ta participativni pristop tudi pri nas začne uveljavljati. In vse je bilo začrtano v tej smeri, tako kot je že kolegica tudi povedala, ne. Če je participativni pristop omogočil muzejem v zahodnem svetu, da so se nekako presegali postkolonialni muzejski pristop, ne, ker veste, da so vse te zahodne države imele probleme z kolonialno preteklostjo, ne. Tudi muzeji
ki so bili seveda kolonialno zasnovani, bi pri nas bilo treba nekaj narediti za izvitje iz postkomunističnega pristopa. Bom kar direktno rekla. Skozi primeren muzejski koncept in izvedbo potem. In to ukinitev pa ravno dokazuje obratno, da je tako Ministrstvo za kulturo kot večina stroke po muzejih zakopana v avtoritarnem modelu in ne razume, da sami sebi kopljejo javnosti. Kako priti iz tega, sedaj, ko je muzej ukinjen in očitno vlada ne namerava spremeniti svoje odločitve, samo tako, da javnost zahteva, da tudi pri nas se prekine z postkomunističnim avtoritarnim pristopom k muzejskemu delu. Toliko za enkrat. Ja, najlepše najprej hvala za povabilo, lepo, da ste prišli. Moram reči, v tem zadnjem tednu sem že večkrat določena izhodišča tega, kar bom danes spregovoril, povedal. Hvala, obe sogovornici sta pravzaprav vse bistvene stvari o muzeju osamosvojitve, o dediščini, dediščinjenju in muzejih, zgodovini muzejev pravzaprav povedala. Tako da bom v bistvu v resnici lahko kratek, se bom pa naslonil pravzaprav na dve misli, mislim na dve besedi, ki sem si jo zabeležil. Ena beseda je avtoritarno, druga so javnosti, ki jih je omenjala, in pa namen muzeja. Izhajam iz malce drugačne pozicije. Sem kustos za Prvo svetovno vojno v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, ki ima v svojem poslanstvu praktično celotno 20. stoletje in v tem kontekstu mi, kot je bilo tudi omenjeno, tudi pokrivamo tudi obdobje slovenske osamosvojitve. Seveda govorimo v kontekstu 20. stoletja. Tudi omenjeno je bilo danes, če imamo na Slovenskem razstavo, ki celotno slovensko zgodovino prikazuje. Narodni muzej ima v pripravi veliko razstavo, bom rekel, projekt poteka. Smo imeli pri nas na obisku kolege, kjer smo pravzaprav skupaj razmišljali, kako ta koncept postaviti in koliko pravzaprav koncept celotne slovenske zgodovine posega v 20. stoletje, zdaj v kontekstu pogleda narodne zgodovine. In seveda smo ugotovili pravzaprav, da se pokrivamo, ampak da ta pokrivanje v primeru Narodnega muzeja bo obsegalo v najboljšem primeru za celo 20. stoletje pol ene sobe. Kar pomeni tudi Narodni muzej na tej svoji razstavi, ki bo začela z arheologijo, bo seveda zaključil z osamosvojitvijo, ampak to bo le nakazano z najbolj, bom rekel, morda izbranimi predmeti in tako naprej. In bo to seveda povabilo v muzej 20. stoletja, tam, kjer se mi ukvarjamo z Prvo svetovno vojno, s kraljevino, z obdobjem Druge svetovne vojne, z obdobjem socializma, obdobjem osamosvojitve. Mi že danes imamo v eni sobi nekje pokazano obdobje od 80. let do vstopa Slovenije v Evropsko skupnost. In kot sem jaz kolegom v Narodnem muzeju rekel, v kontekstu njihovega koncepta, imamo tudi uvodni prostor, tretjino ene sobe, ki je namenjen Avstro-Ogrski, ampak jaz upam, da kogar zanima Avstro-Ogrska, da mu bo ta naš uvod le izhodišče, da bo šel pogledati Narodni muzej in tam natančno pogledal razvoj pravzaprav 600-letne Habsburške monarhije. In podobna funkcija je mišljena bila pravzaprav tudi za Muzej slovenske osamosvojitve, da mi bi pri nas seveda v kontekstu 20. stoletja imamo predstavljeno osamosvojitev kot prelomni, ključen dogodek, ne le za nastanek države, ne le za demokracijo, pravno državo in tako naprej. V tem kontekstu jo imamo predstavljeno na kratko. Tam seveda bi pa ljudje pravzaprav potem lahko dobili celotno zgodbo, ki bi jo lahko poglabljali tudi v pojmovnem smislu. Ne nazadnje, mi danes vemo, da muzej, zdaj tukaj bom morda reagiral tudi, da v javnosti se zadnje čase, bom rekel, bi nas lahko pravzaprav muzealce kar skrbelo, kako smo nevplivni, ker se pojavlja takšna nevednost v muzejih v smislu,
ni muzejev brez zbirk. In kaj je pravzaprav funkcija muzeja kot takega? Mi danes seveda vemo, da muzejski predmet je temelj muzejskega dela, ampak končen cilj, obe kolegici mnogo bolje bi to od mene definirale, seveda je pa ustvarjanje pomenov, zgodb, smisla, identitete, in to je pravzaprav tisti primarni smisel muzeja. In Muzej slovenske osamosvojitve je v svojem konceptu imel pravzaprav se vprašati potem, kaj je pravzaprav državnost, kaj je identiteta, kaj je demokracija in tako naprej. Tega seveda v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kljub temu našemu kar dolgoletnemu delu in zbiranju, tega mi niti prostorsko, niti zaposlitveno nimamo možnost, da bi gledali zunaj tega konteksta, ki ga imamo. Zdaj, če se vrnem na avtoritarnost, zdaj verjetno domnevam, da ste našo peticijo, ki jo je kar je mene zelo presenetilo, presenečenje je pravzaprav drugi izraz, kar je mene zelo presenetilo, jo je v nekaj urah podpisali kar 79 ljudi z zelo lepimi pismi podpore, zakaj podpirajo v razponu. Nekateri so seveda podpirali, to je bil nekaj minimum, minimalno izhodišče, kjer smo se lahko v nekaj urah poenotili. Sama podpora je šla pa v razponu od podpore avtonomije muzeju in muzejskega dela in pa seveda nekateri so dali večji poudarek samostojnosti, nekateri je pa zmotila seveda ta samovolja. Zdaj morda kot informacija, Muzej novejše zgodovine Slovenije je bil ustanovljen 7. februarja 1948, da ne omenjam predhodnikov, in je v teh 75 letih pravzaprav se izredno odprl. Odprl se je tudi s tem, da je bil pravzaprav v javnosti izredno aktiven. Mi smo že bili pred ukinitvijo v letih 90-92, menjalo se nam je ime, ampak praktično do ukinitve in združitve pravzaprav še nikoli ni bilo. Kar nas je posebej zaskrbelo, kar smo tudi upozorili v tem pismu, je seveda to, da ni bilo pa nobenih vsebinskih, finančnih in prostorskih analiz. Muzej novejše zgodovine Slovenije ima še vedno stalno razstavo v istem obsegu, ima lansko leto obnovljen prostor za občasne razstave, prostor za začasne razstave in ima pravzaprav izjemno omejene prostore tudi za zaposlene. Tako da se bojimo, da pravzaprav obljuba, da bo samostojnosti več, kot jo je bilo, je praktično v teh prostorskih razmerah neizvedljiva. Skrbi nas pa seveda to, da muzej o tem, zdaj pa posebej vstopam res v polje samovolje, da pa muzejski zaposleni, niti upravni organi niso v tem bili obveščeni, smo vse zvedeli ali iz medijem ali pa na koncu dejstvo o sklepu vlade, da se to izvede, in praktično smo zdaj v enem takem zelo čudnem stanju, da novega muzeja, skupnega muzeja dveh ustanov še ni, starega pa pravzaprav ni več. Ne vemo niti praktično za petek je bil sklican upravni organ svet, preklican, zdaj je odločitev, da bo jutri zasedel novi svet in to brez notranjih članov, kar pomeni, da smo v eni taki pravno izredno nenavadni situaciji, ki zelo ustreza pojmu samovolje avtoritarno. Druga stvar seveda je pa, na kar smo problematizirali, pa ni zelo podčrtuje to, kar sta obi moji sogovornici povedali, to je seveda, kdo je ta magična stroka, ki pravzaprav v imenu strokovne javnosti, v imenu muzejev, v teh ključnih odločitvah odloča. Absolutno tukaj skupnost muzejev, društvo muzejev in pa mednarodni odbor ICOM-a. Seveda, nastane pa seveda problem, če se zve, da niti svojih odborov o odločitvi podpore vladi niso izvedli in niso dobili pravzaprav pravega. Kaj pa šele, da bi se posvetovali z zaposlenimi, ko to dediščino upravljamo. Tako da v tem smislu je v resnici to ni gola patetika, ki naj bi podčrtavala neko nelagodje ob samovoljnih posegih v muzej, ampak je v resnici resen skrb pravzaprav za prihodnost tudi demokracije in pravne države. V resnici tudi menjava ustanovitvenih aktov na ta način, verjetno mislim, da bi se to morali tudi pravniki zganiti in kaj povedati. Zdaj glede same dediščine, če preidem pa na ta drugi sklop, to govorim kot zgodovinar Prve svetovne vojne, ki se praktično že celo življenje ukvarjam s Prvo svetovno vojno, dediščino in spominom na njo. Mi vemo, da pravzaprav tisto, s čemer se ne ukvarjamo, tistega ni. In na primeru Prve svetovne vojne mi lahko povemo,
da praktično se je prva svetovna vojna v slovenskem prostoru resno začela raziskovati med zasebnimi zbiralci v 80. letih 20. stoletja. Torej pomeni, tudi odnos do prve vojne se je spremenil z odnosom do demokracije in pa potem z nastankom nove države. Kaj želim reči? Ker država ni imela posluha do prve svetovne vojne, to pomeni, ni načrtno varovala spomeniške dediščine, vedno je bila malce v senci druge svetovne vojne, je bilo to prepuščeno pozabi, je to bilo prepuščeno pravzaprav vremenskim razmeram, če govorimo o spomenikih, ki jih je množica, in praktično šele konec 80. let, zgovorno je, v 90. letih je na Slovenskem nastal prvi doktorat na temo prve svetovne vojne in pa praktično Kobariški muzej je pravzaprav nastal na pragu pravzaprav demokracije v 90. letih, naredil izredno uspešno zgodbo v dediščinjeno in pa stalna razstava v Muzeju novejše zgodovine leta 1996, pač zaradi obnove stavbe, zaradi pravzaprav načina financiranja je pravzaprav stalna razstava Slovencev v 20. stoletju bila prva stalna razstava v Ljubljani in pa poleg omenjenega Kobarida, ki je pravzaprav vključevala in jo še zdaj vključuje prvo svetovno vojno. Kar pomeni, zavedamo se, da česar se ne dediščini, tega ni. Zato ni slučaj, če sem mečkan malce, da ne bom tako smrtno resen, ni slučaj, da je tudi na Primorskem, kjer se je Soška fronta, so ljudje živeli na njej, kjer so ljudje pravzaprav celo obdobje predmete ali s prodajo te dediščine živeli ali pa potem predmete začeli hraniti in se zaveda, da je neka dediščina, je pravzaprav zavest živela na podlagi knjige Hemingwaya Zbogom orožje, s tem, da zgodovinarji že vsaj 30 let vemo, da Ernest Hemingway nikoli na Soški fronti ni bil. Kar pomeni, kaj se zgodi, če pravzaprav se ne dediščini. Zakaj se ni dediščilo že v Kraljevini Jugoslavije, je seveda to, ker Prva svetovna vojna ni mogla biti ustrezna ideološka podlaga narodov, prostorov, ki so bili pravzaprav v tem vojaškem spopadu na nasprotnih straneh. Kar pomeni razlogov je veliko. Potem je prišla seveda druga vojna, kjer je pravzaprav imela izdelano svojo spominsko hierarhijo, ki je izključevala tudi znotraj druge svetovne vojne različne skupine, kaj pa šele tam neke vojake z secesijskimi spomeniki, neka dediščina o zvestobi cesarju in iz nekega sveta, ki ga pravzaprav nihče več ni razumel. Ampak dejstvo je bilo to, da v slovenskem prostoru od 45, če malce karikiram, so nekje tri knjige nosile spomin na Prvo svetovno vojno, nekaj strokovnih razprav in iz tega mesta seveda, če to apliciramo na osamosvojitev in prihajam na ta muzejski del, če apliciram na osamosvojitev, seveda dediščinje tega je potrebno. Jaz zdaj nisem rekel, da dediščinjenja, če si sposodim izraz pri dr. Vereni Perko, da dediščina ni bilo. Nasprotno, več muzejev, jih lahko tudi konkretno naštejemo, od Brežiškega muzeja, Posavski muzej Brežice, do Dolenjskega muzeja, ki je izredno veliko stvari izbral, Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru, našega muzeja novejše zgodovine, muzeja v Pivki, tudi Goriškega muzeja. To so te zbirke, ki so razprščene. Ampak nihče pa tega pomembnega, prelomnega dogodka iz več stališč pa ni vzel v svoj fokus kot izhodišče svojega dela in pa seveda kot živ del neke skupnosti, ki to pomaga dediščiniti. In tukaj ob 30-letnici je verjetno bila dosti velika distanca. Naš muzej je 3 leta po drugi svetovni vojni nastal kot del v resnici propagandnega aparata pod imenom Muzej narodne osvoboditve, pozneje Muzej ljudske revolucije Slovenije, ampak smo ga tekom let, posebej nekje od sredine 80-ih let naprej, smo ga seveda naredili v neko avtonomno, različnim javnostim odprto ustanovo, samo za ilustracijo, to vam morda, da ne bom samo suhoparno, kaj razumem pod odprto avtonomno ustanovo. Mi v letošnjem letu v programu imamo tako razstavo likovnega dela Toneta Kralja iz druge svetovne vojne, kjer se je odkrila še ena slika in je cela zgodba, pravzaprav bom rekel, o partizanski umetnosti.
Odprli smo vrata razstavo, ki nadaljuje s Stojkotov projekt o protestih in bomo imeli proteste teh zadnjih 2 let fotografa, ki je to naredil, in konec leta 2023 imamo v programu, načrtujemo razstavo o Macesnovi Gorici, kjer je pokopanih 3300, kjer je bilo pobitih 3300 Slovencev po koncu druge svetovne vojne. Hočem reči, odprt koncept, ki smo ga odprli, ki najlepše ilustrira to, kar bom rekel, muzeološka teorija govori, vključevati različne javnosti, postavljati skupnosti vprašanja, odgovarjati skupnosti vprašanja in pravzaprav muzej nikoli ni prazen prostor. Tako da to in seveda muzej osamosvojitve je tu bil narejen na dosti zanimivem konceptu. Moram reči, prva njihova razstava je bila glede na prostorske zmožnosti seveda skromna, je bila pa razstava, ki je nagovarjala problematiko plebiscitov. To pomeni od beneškega plebiscita 1866 do, in kar je bilo zelo zanimivo, ampak spregledano v tej politično zaostritvah, kjer se vse spolitizira, na vseh teh, bom rekel, muzejsko gledano skromnih panojih so bile pravzaprav zgodbe o ljudeh. Vsak pano, da rečem, na vrtu pod lipami je nosil zgodbo enega udeleženca, kar pomeni, da je to odprlo pravzaprav smer, kam muzej osamosvojitve želi iti. To pomeni zbirati pričevanja, biti v komunikaciji z javnostjo, zbirati različne zbirke, ki so pravzaprav še vedno hranjene doma. In to, no, moram reči, da tudi tukaj ni nobenih težav kot kustos v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Sem zelo ponosen, da sem pri tej prvi razstavi Muzeja slovenske osamosvojitve tudi sodeloval. Sem pa seveda zelo razočaran, da mislim, da je potem bila še ena in da je to zdaj že nekako, lahko že dediščinimo, kako je muzej pravzaprav zaprl svoja vrata. In ko smo tudi tukaj napisali, in sem že večkrat rekel, jaz upam, da bo družba dovolj neavtoritarna, dovolj v prihodnosti zrela in odgovorna, da bo pravzaprav to dediščino znala na ustrezen način predstaviti. Mislim, da bomo vsi, ki smo v muzejih, si bomo želeli, če omenim samo fotografije, mi imamo 3 milijone fotografij, smo nekje ena največjih srednjeevropskih fototeh, pomemben del tega so, bom rekel, fondi vseh teh znanih fotografov v zvezi z osamosvojitvijo, Toneta Stojka in še koga, da jih ne bi zdaj tu našteval. Ampak mi na naših razstavah imamo morda 10-20 fotografij tega. Zdaj, tu ni nobenega problema. Bilo je slišano na eni od oddaj, je kolega zgodovina rekel, menda ne bomo vozili predmetov preko Trga Republike, kot nek muzeji morajo čuvati dediščino. Bi rekel to, bom rekel, predmete smo vozili tudi v Bruselj, da ne bomo samo v Bruselj, namreč v Bruslju obstaja lepa muzej, ki se mu reče Hiša evropske zgodovine, projekt, ki je bil zelo toplo sprejet z vseh, ker Evropska skupnost pač nihče ni, tudi če bi si želel ideje Evropske skupnosti, ni problematiziral. Ta muzej nima svojih predmetov. Muzej novejše zgodovine Slovenije mu je posodil 39, bom rekel, lepših predmetov iz naše zbirke in tako so naredile pravzaprav vse evropske države. Ekipa je šla naokrog po naših razstavah, zbrala in zbirkah, kaj bi jih zanimali. Imeli smo celo malce pomisleke, a res te najlepše stvari dati, in na koncu je potem seveda nastal Hiša evropske zgodovine. Omenil bi tudi muzej Bankarium, ki je, bom rekel, odličen muzej, lepo postavljen. Zanimivo je pa to, da glede na vso averzijo, ki je bila izrečena ob muzeju osamosvojitve, in jo moram reči kot kustos, kot zgodovinar, ki se nikoli nisem ukvarjal s politiko, berem to averzijo precej politično, je nenavadno, da nihče ni nobenega pomisleka imel ob nastanku muzeja, sicer je res v prostorih banke, ampak ne nazadnje tudi tam so se zbirke podvajale, največja zbirka, bom rekel, denarništva je v Narodnem muzeju, ampak muzej je pravzaprav ni naletel na kakšen kritičen odmev. Kar pomeni, da tu na tem mestu bi pravzaprav kar končal, pa se prepustil vašim vprašanjem. No, ampak tu je seveda vprašanje pravzaprav, kakšen je naš odnos do dediščine osamosvojitve, in lahko si samo želimo po vseh izkušnjah, po vsem znanju, ki ga imamo, da bo v prihodnosti boljši.
Blaža Čistenika Demokracija. Spomnim se leta 1998, da je takrat skupina, civilna družbena skupina v bistvu reagirala na eno od stalnih razstav v Muzeju novejše zgodovine in to sicer za razstavo, ki ti ni bila stalna temna stran meseca. Je pa res, da ima tudi prostorske zmožnosti, so pač kakršne so v samem muzeju. Ve pa tudi, recimo, lani poleti septembra sem obiskal recimo en tak muzej na Hrvaškem, na Sržu, nad Dubrovnikom. Tam je kar obsežen muzej, ki govori o okupaciji, napadu na Dubrovnik in osvoboditvi tega v letu 1991 in kasneje v času domovinske vojne. Zdaj pa zanima, ker smo tu v prostorih, kjer je neka že muzejska zbirka, ali obstaja tudi mogoče kakšna možnost, da bi se recimo začasno nek muzej vzpostavil stalni pod okriljem nevladne organizacije, nekega zasebnega zavoda. Kaj mislite o tem? Morda, če lahko na prvi del. Prosim. Ja, temna stran meseca je bil seveda odgovor na razstavo Slovenci v 20. stoletju. In to moram reči, sedaj smo to, je to že nekako na nek način obdelano, da zdaj bom ponavljal stare stvari. V resnici kritika razstave, ki je bila izrečena s strani pisatelja Drago Jančarja, nekje zelo lepo, kritik je bilo v resnici več, no, je treba reči, ampak na večino kritik takratni muzej ni odgovarjal, ker so bile pač, bom rekel, v tistem splošnem politični razdeljenosti, so ljudje pač vsak svoje teze povedali, niti ni bilo mišljeno kot neka diskusija. Seveda pisatelj Drago Jančar je napisal zelo lepo kritično mnenje o razstavi, na kar smo mu takratni soavtorji razstave smo mu odgovorili s pismom, ki je bil povabilo in Drago Jančar je povabilo sprejel in iz tega je potem v roku 2 let nastala razstava Temna stran meseca, ki je pravzaprav odprla, bila je prva razstava v resnici o totalitarizmu, o temnih straneh v slovenskem prostoru, zaradi soavtorjev, udeležencev, cele te civilno-družbene skupine ljudi, ki je sodelovala, je imela tudi velik mednarodni pomen in seveda s tem okrepila pravzaprav to, kar smo se v muzeju nekako trudili pravzaprav od leta 1992 naprej. O čem govorim? Ne govorim o tem, da recimo mnogo manj je, tudi mi se takrat nismo zavedali, v podobnih letih, malce pred tem, smo imeli 2 okrogli mizi. Ena okrogla miza je bila o antisemitizmu, druga okrogla miza je bila pa prva, na kateri so sodelovali tako predstavniki Slovenske nove zaveze in pa kot predstavniki Zveze borcev. Prvič so sedeli za mizo skupaj. In to so bili drobni koraki, ki so potem seveda vodili v to, da je muzej končno izpolnil to vlogo, ki jo dr. Verena Perko tako velikokrat poudari. Vključitve javnosti, sodelovanje z javnosti. In iz tega so pa nastale razstave, ki so bile v javnosti manj popularne, ampak so pa bile pomembne. Govorimo o razstavi Kolo nasilja, govorimo o razstavi nenazadnje Monike Kokelj-Kočevar, Slovensko domobranstvo in tako naprej. In tukaj je bila pot nepovratno odprta dediščinjanju tem, ki jih zadnje čase slovenska muzealska društva velikokrat imajo na svojih konferencah in se jim reče težavna zgodovina, ampak v resnici zelo redko pa povabijo ljudi, ki se s to težavno zgodovino resniči ukvarjajo, ki odkrivajo brezna kraška, napolnjena vemo, o čem govorim, in se pravzaprav teh ljudi ne vabijo, ampak bolj izpolnjujejo kot kljukica, bom rekel, te pač evropske nasvete, kaj je potrebno se ukvarjati. In tukaj mislim, da je narejen še veliko dela. Jaz mislim, da si upam reči, da tudi pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije še veliko dela čaka, ampak mislim, da smo pa neke ključne stvari pravzaprav že odprli. Zato je morda tudi ta, bom rekel, ukinitev in združitev prišla kot nekakšen hladen tuš. In tukaj bi morda na svoj začetek se vrnil avtoritarno. No, ta pobuda, seveda,
treba je nekaj storiti, zato ker stvari izginjajo, ljudje umirajo, treba pa ohranjati kolektivni spomin. To različne poglede in jih tudi privesti na plano in odpreti celoten javni prostor temu dialogu. In zato moja osebna misel je, tako kot je recimo, ker je bil primer povedan, Kobariški muzej, zasebna fundacija, pa zaseben projekt, je pač Bog pomaga, ne? Treba tukaj poiskati prostor, poiskati tudi ljudi, ki si tega muzeja želijo, če ga pač Ljubljana ne želijo, ne? Nič hudega, saj so prostori, ki so odigrali izjemno bolj pomembne vlogo v času osamosvajanja. Kajti zdaj se tudi mi trije dejansko pogovarjamo ves čas okoli inštitucij, okoli stroke, malo smo pa rekli o javnosti, ne? Ker tukaj res ostane neodgovorjeno. Kaj pa javnost, ki si muzej želi imeti? Zakaj pa o tej javnosti nihče ne piše, nihče jo ne vpraša, nihče jo ne pokliče, jo ne naslavlja? Ja, to ostane res to odprto vprašanje. Tako da jaz mislim, da rešitev se vedno ponuja, ampak treba jo je najti, združiti moči in najti rešitev. Se bom navezala na to, ampak dejstvo je, da novi muzej obstaja, da sta dva prenehala obstajati prejšnja muzeja. Imate že konkretnejše načrte, kako bi prišli do muzeja osamosvojitve? Jaz imamo nekaj primerov, kot rečeno, Kobariški muzej, ko se ni nihče ukvarjal s Prvo svetovno vojno, so oni odgovorili na to potrebo in so združili ogromno zasebnih zbiralcev in so zaščitili prostore spomine, ki jih danes ne bi bilo več. Ker so masovno odnašali, to bo kolega boljš povedal in boljš povedal, odnašali vse, kar je ostalo po Prvi svetovni vojni. Jaz se spominjam, jaz sem doma dol iz Braniške doline, kjer so ljudje po kolikih, recimo tam v 60-ih letih preorali, prekopali pokopališča z Prve svetovne vojne in nasadili vinograde. Tako se dogaja. Danes se dogaja v 10 letih tisto, kar se je nekoč v 50-ih in to moramo vedeti. Ne pravi, primer, kako narediti, je treba poiskati, ker imamo korajžo in združiti moči in znanja in iti naprej. To bo nekdo drug moral odgovoriti, ampak jaz osebno recimo vidim rešitev prav tukaj. Ker preden bomo dočakali, pa tu zdaj veste, ko prideš v en takšen klinč, bi temu rekel vsak dober psiholog, ne rineš več in izgubljaš časa in moči za prepiranje, ampak iščeš rešitev druge vrste. To je to. Ja, prosim. Jaz bi morda še to dodal, no, da smo takole, javnost je majčken, bom rekel, muzejsko, ne vem, kateri izraz bi pravzaprav uporabil, ampak ni tega sproščenega. Mi poznamo iz evropskih primerov, je tam vrsta muzejev, zdajle mi na misel pride muzej kruha, na vrsto mi pride Cepelin muzej, zdaj naštevam te muzeje, ki so bili evropsko nagrajeni. Hišo evropske zgodovine sem omenil, imamo muzej miru, tega sem na radiju omenil kot poseben, kot ta primer muzeja brez predmetov, ne, kjer je parkirišče vedno poln, zavezana cel revolverja Smith & Wesson Victory M1905, kjer iz raznih muzejev so v ideji miru dali svoje predmete, odličen muzej, ki zbira dokumentacijo o nasilju, vojnah, drugi vojni, kjer dobimo vse, v ospredju je seveda izkrcanje v Normandiji in potem seveda nikogar v Normandiji ne moti, da ko gremo pa nekaj kilometrov stran v tiste drobne vasice, med te znane plaže izkrcanja, so pa en kup privatnih muzejev, kjer so zelo lepo urejeni, kjer zbirke dobesedno padajo izpod streh, iz dvorišč in tako naprej in se pravzaprav vse zelo sproščeno dediščini se odpira, se ustvarja javnost, ne nazadnje je to tudi velik, tudi finančni
turistični pomen, mi pri nas tukaj gledamo pravzaprav vse skupaj zelo tako dogmatično vodeno. In tukaj verjetno, jaz mislim, tle se res pogreša, nisem strokovnjak za pravo, nikakor ne, ampak nek muzejski zakon, ki bi pa pravzaprav tudi definiral, kar mi še nismo rekli, katera je ta strokovna javnost. Hočem reči, to je treba še posebej reči, ko se je muzej ustanovil, pač Ministrstvo za kulturo ga je ustanovil. Zdaj, katera naj bi bila ta javnost, ki naj bi to diskusijo izvedla? Kater prostor je to? Mi to nimamo definirano. A je to res dovolj oddelek za zgodovino, da naredi protest in je to stroka? Ali je to res? Jaz hočem reči, ni jasno, kater mesto, prostor je, kjer naj bi ta javnost imela legitimnost, da nekaj da nekemu žegen, kot se reče, oziroma da potrditev ali to izključi. Drug problem, zdaj se kot argument te dvojne ukinitve in združitve v eno ustanovo se navaja, da tudi takrat ni bilo javne razprave. Lahko rečemo, da, res je, morda ni bilo tako, kot bi si želeli. Res, samo danes sta pa dve ustanovi obstajale, kjer se pa ve, kje diskusija poteka. Diskusija poteka pravno določena v strokovnem svetu, v svetu muzeja, obeh ustanov, kar pomeni, da tu ne imeti pri ukinjanju, ne imeti diskusije, je pa to že poseg pravzaprav v pravno avtonomijo ustanov. In tukaj jaz mislim, da bi morala javnost zelo pozorno pogledati, kaj se dogaja, tudi če izgleda, da so to neke drobne, družbeno nepomembne stvari, neke dediščine, ki bo na nek drugačen ali tak način preživela, itak je pa marginalija. Ampak tu je problem. Torej, zlorabljati javnost tam, kjer ni jasna, kaj naj bi to javnost bila pri ustanavljanju, in pa zdaj pri ukinjanju ne biti pozoren na pa zakonsko določeno razpravo, ki bi morala biti. No, tudi to je laž, da so družbeno obrobne teme. To so teme, ki se tičejo obstoja nekega naroda. In temu je treba tako reči. Je treba poimenovati jih. Identiteta, jezik, kultura, to je tisto, kar omogoča, da slovenski narod preživi. Ja, se absolutno strinjam. Jaz sem to uporabil kot izgledati, da je. Je pa to res v osrčju, v resnici našega bistva. Pravzaprav brez dediščine nas ni niti kot naroda, niti kot države. Mogoče samo še to jaz dodam, da po svetu so muzeji pač najbolj eminentni prostori, kjer se dogajajo procesi dediščine, najbolj odprti javnosti in javnim potrebam. Pri nas seveda nismo še dosegali tega. In če se vprašate, zakaj pri nas muzeji so nekako na margini, ravno zato, ker ne upoštevajo potreb javnosti, ne sodelujejo z javnostjo, razen na kakšne take zadeve, delavnice, rojstnodnevne zabave in podobno. Še kakšno vprašanje? Nisem povsem prepričan. Ne morem pa nič reči, ker bi, ja. Mogoče res ta paradoks, ali je res smiselno, da bi zasebniki imeli muzej?
Jaz sem prepričana, da je treba iskati rešitev. Zaradi mene je to lahko tudi mednarodni projekt, ki ga bo nekdo zagotovil in tako naprej. In s tem pravzaprav tudi opozoril na to, kar se je zgodilo. Kajti javnost je res, ta tista javnost, na katere potrebe bi morali odgovoriti, je pri nas nekako, kako se temu reče, malo uspavana, ne? In čas, ki bo minil brez muzeja, je lahko res usoden čas. In lejte, kako že to, ko imate ranjenca, mu je treba dati umetno dihanje, ne? Imate priprave ali nimate? Tako, jaz sem malo poenostavila, ampak to, kar je kolega opozoril, kaj se zgodi z spominom, ki ni negovan, ne bo ga več. In to se bo zgodilo. In to je pravzaprav tudi cilj. Jaz bi morda na to temo bi še to dodal. Stroka, seveda strokovno, mi lahko razmišljamo, kako to dediščiniti, kje najdeti mesto, govorimo o osamosvojitvi, v več ustanovah, v eni ustanovi in tako naprej. To je del strokovne razprave in del različnih mnenj. Je pa tukaj malo na glavo postavljen svet pa to, da država, ki bi morala biti pa tista, v katerem bi bil pa primarni interes, da svoje dediščinske temelje nekje ima na nekem mestu, da je pa pravzaprav a priorno proti temu. Hočem reči, muzealci lahko razmišljamo o načinih, kako. Skupaj privatna ustanova, državno ustanovljena ustanova in tako naprej. In tukaj se da v to strokovno, bom rekel, tudi po primerih, po znanju, ki so iz preteklosti, utemeljiti te različne načine. Mislim, da država pa v resnici ne bi smela imeti veliko dileme pri tem, ko ustanavlja te stvari, no, kar pomeni, da zato pravim na glavo postavljen svet. Teo Petrovič, predsednik Domovina, jaz imam par bolj praktičnih vprašanj, eni ste se že dotaknili. Kako bi se financirali, koliko bi bilo zaposlenih, kje boste dobili zbirke, pa če tak projekt sploh lahko uspe brez državne podpore? Kot rečeno, Kobariški muzej ima še zdaj zaposlenih koliko, Marko? 5 ljudi? 5 ljudi, pa mislim, da imajo 14 zunanjih sodelavcev vodičev, ki vodijo po hribih naokoli po dediščini. Da, imajo vsako leto izredno uspešno kandidirajo na mednarodne projekte, ki jih izvajajo. To je edini slovenski muzej, ki je bil nagrajen z evropsko nagrado in daleč tudi najbolj obiskan. In imajo tudi izjemno zanimiv program. Jaz sem bila v teh komisijah, ko smo imeli vse te programe pravzaprav na mizi in moram reči, da je bil to muzej in pol, kot se temu reče. In jaz tukaj ne dvomim, da če bi prišlo do te odločitve, da bi se to dejansko dalo izpeljati. Tako da ne vidim, v resnici ne vidim velikega problema. Gre pa predvsem za problem časa. Ja, ker se ne sme zgoditi, da bi ostalo brez. Tudi glede financiranja, kot oni. Glejte, se tudi Pivški muzej izjemno dobro kandidira za številne mednarodne projekte. Tudi tukaj gremo lahko statistiko pogledati, koliko projektov imajo recimo veliki muzeji s 30 zaposlenimi, recimo pooblaščeni, ne bom zdaj govorila o nacionalnih, in koliko jih imajo recimo Kobariški muzej s 5 zaposlenimi. A veste, tudi tukaj se je treba vprašati za bistvo stvari. Zakaj je temu tako? Dobro. Mislim, da lahko zaključimo. Hvala lepa sogovornikom. Hvala pa tudi vam za udeležbo na današnji konferenci. Hvala za vabilo, povsem za obisk.